in predstavitve pogleda generala na priprave na vojno. Jože Smolič, vojak, se pravi počino, pravi skrajni drugi konec, ampak spet isti dogodki, iste priprave. Tudi zate, Jože, se vojna ni začela takrat, ko so krenile kolone, ampak mnogo prej, na mnogih in kar obsežnih orožnih vajah. Kakšni so bili tvoji občutki oziroma kako si doživljal tiste čase takrat? Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. No, da kar preskočim v uvod, ker smo ga slišali zelo natančno. Jaz sem bil takrat član diverzantskega voda občine Trebnje. Vsaka občina je pač imela svoj diverzantski vod in mi smo bolničar po zadolžitvi, ker očitno niso nobenega bolj primerjali kukar mene. Imeli smo pa orožne vaje vsaj enkrat mesečno, po en teden ali pa 14 dni. Od Trebnjega tle v Telovadnici do Črnomlja, do Bajnofa, kjer smo bili skoraj mesec, vsih vodi, Metlika, Črnomelj, Novo mesto in Trebnje. Samo domov sem prišel v petek, v ponedeljek sem šel na šiht in že prišel poziv, gremo na orožne vaje. Ker smo imeli to dejansko vojno že kakšne 4-5 mesecev prej. Na tisti usodni dan, 2-3 dni pred Medvedjekom, bi mogel biti pa Trebanjski koš. In smo bili mi takrat tukaj v stari Telovadnici, v Ciku, v zdajšnjem Ciku, v stari osnovni šoli. Seveda koša ni bilo, ker so že takrat se je že vedelo, da se nekaj strašnega pripravlja, ampak mi, vojska, ko smo bili tam, ta vod, nismo pač šli spat, ampak smo šli dol malo za šank, na Jurčka, edini, ki je točil, je bil Opara, drug, no se nima da noben upov, ne vem, kako je bilo. In smo tam dole enih pol dveh zjutraj debatirali pa razglabljali, kaj bo, kako bomo ukrepali in tako naprej. V redu, pa smo šli pa gor spat, še malo pomajcali, kar je bilo. No, ob 4 zjutraj pa že bila, smo rekli, uzbuna. Obleč se, gremo na ena zastava, en kamionček, se fliknemo gor, smo rekli, da se pa začelo, zdaj pa pohodič. In gremo proti Novemu mestu, na Pogance. Pridemo na Pogance, tam je bil lahko tudi Šaleharjev Lojs iz Blata, je bil stražar na cest, pridem je vse, se rekel, Lojs, kaj je zdaj? Je rekel, dejno, enega so obstreljali, pa veš, katerega. Prav je, da oficirja, unga. V redu, pa je v redu, sam da niso kakšnega našega, če so ga malo obstreljali, tudi ne bo tako. No in pa so rekli, cajt smo tam se zadržali, pol ure so rekli, tlele ne bo nič, so že pogovori, so že pogajanja, tako gremo mi. In gremo pa tam spet na kamion, na konc, stavili smo se, ne vem, kako se reče, na Kodci je veja, tista vas. En most je tako čez cesto bil, se spomene, velike lipe, mislim, da je celo škrbil na advokatam strmov nekaj lista. In seveda tam čakamo, komanda je bila, naš poveljnik je bil Hanov Jože, iz Vine Gorice, je rekel, čim zagledate, da pridejo bovi strelat in debate. To je pa malo čudno, Mi čakamo, je bilo 8 ura, 9 ura, že smo že bili lačni, rekel, neč. Gremo mi dva s komaratom, se rekel, mi dva smo tam za eno hišo, za vogalo, se rekel, gremo mi dva tlevene jagode, so bili zrele. Pomčeš, smo se malo tizga najela. Madonna se rekel, zdaj pa malo čudno, že pol 11 ure, pa še nič. Kar naenkrat pride džip od spredaj, na džipu je stal kopčavar in pogledal, ne strelat, ne strelat, ne strelat. Jaz sem rekel, kaj zdaj, smo bili čist bedali, kaj zdaj, strelat, ne strelat. Poznali smo pa ga, jaz je bil naš poveljnik, ne, naš velik je bil. Ja, poveljnik, ne. Kaj zdaj?
Ja je rekel, Jože, pa ne streljati, svojega ne bomo, ne? Uredno, zmeda v poveljevanju, ne? Sicer ne vem, kaj bi naredili, če bi streljali, ker mi smo imeli sem Kalašnikove, nič drugega, ne? Oni so bili not v bovih, lahko bi res sem kopčavarje, pa še tistih parov streljali drugega, pa nič, ker nič ne bi mogli, ne? No in pa so šli oni mim, in smo še en cajt tam čakali, ali bom dal v kakšno komando, kam je, pa je pa vendar enkrat ena malca od nekod prišla, ne? In smo tisto pomajcali, pa so rekli, ajde, nazaj na kamion, po te stari cest, direktno na Medvedjek. Pa smo pa rešli, gor se peljemo tam po Korških, takrat so bili že vse kolone na avtoceste, na PH1, tako da nismo bili po avtocest nikamor, in smo prišli na Veliko Lokvo, ne? Na Veliki Lok sem pa jaz doma, ne? In tam so rekli, 1 uro imate cajt, da greste malo v štacuno, malo kaj za kupet, še bo kaj za dne, pa Tomaš je bil tu, tam zraven. Zdaj, kot dej, Tomaš, jaz sem že tedne, sem v muli stuširal, ker se nismo imeli kaj, zdaj, kot dej, skočila domov, pa sem videla stuširala, preoblekla, saj frišne gate, Madonna, pa gremo naprej. Pa sem šla videla, tisto Štimova se najevali po doma, nič pa na Medvedjek. Ta smo se pa 2 dni gledali, eni malo, drugega nismo imeli, gleda samo na snajperju, ne. 4 snajperje smo imeli. Vsako oddeljenje, oziroma 10 je imela enega. In smo čez snajper gledali dol v nebore, kako se razporejajo, oni so nam gor mahali, mi njim, ne. Se tole nekaj ne štima, ne. Madonna, mi smo bili gor na hribu, ne. Se rekel, če oni užgejo s tistimi protiletalskimi topovi, nas bodo sklatili v glove, ne. Se rekel, ne vem, kaj bo tlele ne bo dobro, ne. Ampak komanda je bila, moramo biti gor, ne umaknce, ne. Je vetiš. Ali pa, ne vem, jaz nekako je prišla komanda, ti nimaš, jaz sem mu sam pištolo, pa bolničarsko polovico. Pravi, ti nimaš Kalašnikova, pa še eden, videl pa je ta na uno stran na cesto, pa nobenega čez peste, čez Medvedjek. In vidno so šla polke kot straža dejansko. Komanda je komanda, ne. Madonna, ki se je pa tu začelo, ne, pa jaz vidim, nisem več čez hrib, ne, ampak une kugle so pa padale, ampak se je prav slišalo, na to travo, ker to ni zdravo za biti. Kaj pa če te slučajno zadane, se ne bim te ciljev, se bi nalipne. No in pa sem pa tam z onim kolegom, z Madnom, iz Dola, Miro tam se rekel, da je vam midva tle za tisti stebr za kozovc stopiti, ne, ker je bil le betonski, ne, v tistem so pa že avioni preleteli. In je začel pokati gor po hudič, po vrh Medvedjega, so pa malo metali bombe, ne, ampak hvala Bogu, tu sem pol zvedel, ne, je bila vojska bolj pametna zgleda od komande, ne, in je pobegnil naprej, ker drugač bi bil masakr, če bi gor dober, ne, ker so raketirali do hudiča, vse živo. Mi dva smo šla pa tismo kozovce in čakava, koga bo. Vse, ko se bo nehalo, malo bo šlo že gor pogledati, koga je za hudično. No, ampak, mi dva nismo imela cajt gor pogledati, ne, tisto mi je preletel en orel, obrnil tam nad Radahovo vasjo, ne, in je zgledan zdaj, kaj bo ta hudič naredil, ne. Bombe ni mu več, je že odvrgel, pa se takole malo, veš, to ne moreš opisati, ne. Pilot, avion je bil dolg še meter pa pol, ne, velikosti, in ga gledaš skozi oken pilota, ne, in on tako naredi skrili, ne, in prav iz oči se pogledaš, ne. In takrat se je pa sam zakadilo od ceste, ki je proti kozovcu potleh, ne, se rekel, zdaj smo pa tam, ne. Pa se pa sam vlegel za stebr, pa stisnil, gre mimo avion, kozovc je že gorel, se rekel, hudič, pa tudi, da je že hitro gorila. Nadjetele je bila noč suha. Tiste salonitke, ki je bil pokrit, so pokale, ko vrak. Se je konec, zdaj treba to pobrisati od tle, ne? Da pa ni več za biti.
v tem položaju. Vstanem, zaupijem, Miro, kje si? Pa je not iz podjetja le prišel. Vse kaj gremo čim prej stran. Ker smo šli pa v Mrzelovo, ta staro hišo noter v Kjevdr, ne bomo kaj delati drugega, skriva se, nekaj bova še mi dva šla. In smo pa tam počakali do konca, do ene dveh. Ob dveh se je pa tukaj popolno umirilo, ti se rekel, zdaj pa je že caj, da bi šli malo pogledati, kaj in kako situacija. Grem ven, gledam vse tiho, tudi tiči, da niso pet takrat, jaz sem slišal. Grem okoli pogledati, gor okoli štale, pa pridem nazaj, pa je mu enega ovčarja, enega psa, prejšnji dan, 2 dni me je tako vajal kot hudič. Me ni spustil tudi umrva, ne ležati, ker noter. Tisti dan, po napadu, je pa prelezel odkule po tleh in se mi je ulegel na noge. Tu ga je bilo spraviti bolj pomeni. Resnično ne moreš verjeti. In se je zagnoj zakopal odkule ob beton. In je tam lepo počakal. Vse je v redu, dober si naredil, preživel si. Tvoje očitke bo tudi nažval. Ja, in v tistem je preletel, takrat so šli bombardirati Krvavc pa Boč. In v tistem, jaz ne vem, odkot se je hudičev vzel, tam ena jabolka v vrt je preletela granata, sem se skoraj ves pokidal, tudi ni počlov. Sam veš nazaj, sem rekel, do mraka ne gremo v kamer ven. Ko bo pa mrak, tak ni problem, poznam, ko bo šla domov, pol pa naprej. No, ampak pol je že, po 4 so pa že prišli ljudje iz Martinjeva si, čez Medveje, gor peš, so rekli, ni problem, ni nič, pravi, vojska je prej ušla, tako da niso nič, ni nobenega mrtvega, se je pa hvala Bogu, pa smo šli pa počas čez Medvedje, bolj utrebne, se javiti, pa je stvar borbe bila končana. Je pa res to, da prejšnji dan smo, 2 dni nazaj smo rekli, pa dej, če smo že gor na Medvedjeku, tako visoko, dajmo si nekaj zgraditi, da nas ne bodo glih sklatili tako, ker je bil primer gor na Medvedjeku, ki je užgal stopom proti letalskem v štalo, je kvadra razbu, pa še kravo bo zraven. Skozi, to je dosti močna zadeva. Ja, ampak se rekel ne. Takrat mi župan je rekel, da ste se na Medvedjeku Martinčkali. Ja, vse to so jo res različni pogledi na svet. A je bil tam? Ne je bil tam. A je on bil tam? Jože, hvala lepo. On je imel to časovno varianto. Tu, kar je bilo za njega 2-3 dni, ni vredno nič, 4 leta pa je. Zato je pa rekel, da smo mi se Martinčkali, oni so pa... Še Tomaš, hvala lepa. Moje izkušnje. Tomaš, pa še tvoje osebne izkušnje, kako ga ti vidiš? Zdravljen, jaz v mojem miru. Moja zgodba je približno podobna Jožetovi, da sem jaz Jože bil v protiterorizanskem vodu, jaz pa v intervencijski skupini, ki je bila ustanovljena že leta 90 z namenom varovanja naborniške dokumentacije. Bili smo nastali, kadar smo prišli na vrsto, da smo dežurali za občino in spomnim se, da tudi enkrat sem prišel na vrsto med Božičem pa med Novim letom. Takrat sam poklic v ta osamosvojiteljno vojno, kot bi rekel, 10-dnevno vojno, po vaše je to že 400 pa neki dan, ste rekli. Je bilo to v ponedeljek, ja, in smo se zbrali, tudi jaz sem bil v tej telovadnici, ker smo pač preživljali tisti čas, kako ga je pač preživel dom. No in tudi vsak na svoj zjutraj
No, tega jaz nisem šel takrat s tabo za Jurčka, ko si šel ti. Šel sem s Cuglom na en obhod, Cugl je bil poveljnik, Cugl Frank je bil poveljnik te intervencijske skupine in sva šla na en obhod, no, potem pa je rekel, on je imel več podatkov kot jaz, ki sem tudi poveljnik, recimo tega oddelka, ki je šel vsak oddelk, 3 oddelki so bili po 8 mož, 8 fantov, ne. Sem poveljnik tega oddelka. Nekaj več vedel kot jaz in je rekel, zdaj pa zgodaj spati, jutr, Kučan je rekel, jutr so dovoljene sanje, nam tega tu je rekel Frank, ne. Spati jutr se bo mrzkaj zgodbo, ne. In res, kot je že rekel, kot 4. 5. ure smo še bilo vstati, se zrihtati in smo šli tudi mi, najprej smo se mi ustavili v Novem mestu v cestnem bazi. Tam smo fruštkali, potem pa smo se tudi naprej v Pogance, do nek kamion, peskopov, pa kakor nekega je bil tam, ali zdaj. Tam je tudi en čas potem en del teritorijalne obrambe slovenske vojske. In tudi jaz se spomnim tega Šarakrevga Lojza, da je tudi bil tam. No, potem smo se mi predstavili više gor od Gotne vasi proti Revozu, če gledamo od Pogancev gor, in smo postavili tudi zasedom in smo bili tam skladali sa metrov in smo si iz tistih metrov bliže ceste naredili zaklone. Zaklon za puško, ja, pokaj smo pa videli, kaj je prišlo mimo. Pa so bili, mi smo imeli take rore, ne, tam so bili pa taki rori, pa kaj smo mi s takem bili postavljeni noter, ne. In res, spomnim se podobnega teta, če že rekel, ste pisal Klopčaver, ne streljati, to je si bilo tudi domačka zmeda, ne streljati, tako da v tistem sem jaz teku, kakor se je pač dalo fantom dopovedati, ne streljati, drugač, ne vem, če bi mi vžgal po njih, on bi nazaj s tisti metri, kakor sem pol videl, so na medvedniku leteli po luft, da tudi od nas, ki je bil za temi metri, ne bi ostalo kaj dosti. Ja, to so šli naprej, potem ta kolona Plepnikov šla naprej proti Trebnjem in okrog 4, če se prav spomnim, smo mi prišli na cesto, po kateri so ti oklepniki potem se odpeljali. Jaz sem prišel takrat s svojim avtomobilom tudi gor, sem na Renault 18, imel sem na CB postajo, ki mi ni rabila kaj dost. No in po tistem pa smo se tam posel položaje, ta naša intervencijska skupina, približno od mesta tega spomenika, kjer stoji zdaj osamosvojitelj ni vojni, mačka nazaj proti Trebnjem. No, kaj malo pa se pridemo z oči s fanti, nič kukega sledeč, ali pač ne vem, s temi, ki so bili meni, se pravi, jugoslovanska armada gor, mi pa dol, ne. Nič kaj hujšega ni bilo takrat in čakali smo pač noči. Vem, da je padal dež tisto noč. Spomnim se, da smo eni spali v kamionih, eni zunaj, jaz sem pač v tistem svojem avtu, ko sem ga imel. Zjutraj je pa spet, zdaj pa bo, pa ni bilo spet. Pa bo, pa ni bilo, ne? In tako pride ta ura, ne vem, tam okrog 10, ko naj bi povedali, da bodo streli za Arnbrusti, takrat se to začelo, ne? Še prej pa se spomnim, bratranca tam mojega Frenka Megliča je s Škrjančem Janezom iskal položaj, da bi z vrha ceste probal z Arnbrustom ustreliti, pa nekako niso bili uspešni, niso našli tega položaja in so se, ne vem, kam so potem ustrelili. No, pa ker so ti fanti iz Arnbrusti ustrelili, se je pa začelo. Začelo, se še prej, če dovolite, gremo nazaj,
Jutro, ja, jutro Hroštek ni pasal kaj dost. 3-krat sem šel za Grmovje, nima se vam povedati, tako je bilo. Potem pa s temi Aribrusi se je začelo in ti bovi s tremi strelbicami, ki imajo 30 mm, 22, možda 30, bovi, koliko? 30, 20 mm, vsi so različni. No, 30, 20, Vseeno, 20, to so to bovi. in ko streljajo nad nami, nad našimi glavami, gledajte, 20-30 cm premera vrhovi, smrek, vej, hvala Bogu, ne nobenega od nas ni padlo. No in potem pa kmalu priletijo še avioni, res je pokalo, da je bilo strah, res je bilo strah. No. K sreči smo se mi ta čas, ko so avioni prileteli, umaknili že za hrib. In tukaj avioni priletijo, se zleknem za jamo, pa Bukovicak pred mano. In v tistem prileti en šrapnel, ne vem, pol dlani, ne vem, troška dlan, zvečer je po noči pa dež padlo, ne. Pa v listju je bila vejca, ljuščica in šumino od da je pa počno. Hvala Bogu, ni počno nič. Je pa čez par sekund preleti pa šrapnel, ki me je zadev v 80 zmer gal, 5 cm više bi bil okolno sicer. Več hudega. Ne moram pa pozabiti, rešili so tam, razmišljal sem, koliko je ranjenih. Hvala Bogu, njih ni bilo, da ne ta nesrečni Uršič pusto dušo gor. Rešili so pa medicinske sestre, ko so prileteli avioni. Vam povem, še danes leti ta cokla po zraku te medicinske sestre, ko se je skočilo pod cesto, da bi se zakrila, da bi se pod izstrelke v avionu. Res neverjetno, no? To je bil, se mi zdi, drugi nalet teh avionov. Potem pa gremo proti Martini vasi, v bistvu levo bolj, in pridemo za Šentlovrencom, za Kazino, ta gostilno Kazina, za Hrastom, tam, ki je zdaj ta delavnica, nekoč, ne vem, še in čez malo loko, na Malinoki nas pa počakajo, pride tam Meglič obrana, nas vsakega posebej, mislim vsakega posebej, ne vem, koliko je pač odloženi, smo šli pa vsak k sebi domov. Ne. Je pa ta avto moj ostal gor in, ne vem, zvečer, ki se je pa zmračilo, pa pridem nazaj, ne spomnim se, da me je pripeljal, resno, pa Jožeta srečam, pa tega Jarmoga, Staneta. Jaz sem mu kolo predelal. Koliko da sta nekaj rihtala, ja? No, ja, lejte, približno v tem, kako se je dogajalo, ne? In mislim, da s tem našim delovanjem na Medvedniku in z ustojitvijo te kolone smo nekako uspeli. In ta kolona, kot ste že vi povedali, se je umaknila potem dol proti Brestcem. Tam je bila skoraj razbita, vojska je pobegnila, oklepniki in tehnike je ostala. Ta cilj je bil dosežen, ne? Ampak moram pa reči, da, ne vem, jaz nisem bil zaradi tega na Medvedniku, da bo danes tako, kar je v tej naši ljudi v Sloveniji. Žal mi je, ni mi všeč, da so tudi ob proslavah zvezde in ljudje oblečeni v partizane, ki čist nič napašajo zraven. To me pa, ne vem, ni mi prav in verjamem, da se še strinja s tem. In s tem, ko vas hočejo obtožiti, gospod Krkovič,
da ste se streljali slovenskega pilota, ki ste meni povedali od samega takratnega predsednika Kučana braniti za vsako ceno, s tem hoče uničiti, razvrednotiti naše delovanje, naše borbo in to mene boli. Ne vem, verjamem, da to skrbi. Glejte, in zaradi tega tudi jaz nisem bil na teh proslavah na Medvedjeku, ne vleče me, pa sem pustil gor, morda tudi kakšen si vlastni avto gor, ampak glejte, ni pa to tisto, za kar smo se borili. Danes Slovenija to ni. Hvala. Hvala lepo vsem govorcem. Zdaj, kljub temu, da se nam je tale pogovor kar zavlekel in je ura že pozna, pa sem jaz pripričan, da bodo naši gostje še zmeraj pripravljeni vsaj na kratko odgovoriti tudi še na kakšno vprašanje. Posebej še apeliram, če naslovite vprašanje na gospoda Krkoviča, seveda generala, ki ga imamo danes tukaj, ki ni vsak dan tukaj, pa na predsednika Slovenske ljudske stranke. Z Jožetom pa s Tomažem se bomo pa dobili tam na špricarju, pa bomo šli podrobno če bo treba še trikrat. Lahko pa da bomo malo, obljubljajo me 20 let na dolgo zdaj. To ni naša občina, ne, ampak bom sem prišel. Upam, da nismo v planu A. Ne bo več, ne. Tako da, prosim, če je kakšno vprašanje, ja, kjer bo prej, gospod Gliha, povedali. Jaz bi vprašal, kdo ima glavne zasluge, da niso bombardirali tiste cisterne, ki so bile s kerozinom napolnjene na Medvedju. 3 cisterne so bile. Na Medvedju. Ja. Veste kako? Velik problem armade je bil v temu. Ne, seveda ni bilo. Itak so bili, ta armada ni bila pripravljena za to vrstno poseg. Ampak seveda pri vsakem takim udaru je bila nevarnost, da bi udarilo tudi po njih samih. Kajti če bi te reči razstrelili, seveda bi tudi po svojih udarili. In seveda se niso odločili za take poteze. Ne vem, zdaj lahko tudi bi. Ne vem, to bi morali oni napisati, seveda so knjige napisane o teh raznih bitkah v Sloveniji, kjer tudi svoje plat medalje opisujejo. Ampak to ni bila klasična vojna, to ni bila vojna z namenom invazije na nek prostor, na neko državo, z namenom aneksije prostora. V bistvu oni so bili med nami so živeli in skozi to so imeli nekatere močne oporne točke, ampak so bili skozi to tudi šibki, veste, ne? Tako da... So pa pobili nedolžne ljudi tam. Ja, vsega je bilo, ne, vidite, različno od primera do primera. In tudi saj takoj mrtvi. Oni so hoteli razbiti kolono, zato da bi lahko naprej prišli. Očitno, to je bil namen. Zato smo njih najlažje, če cisterne razpusti. Lahko jaz nekaj dodam, glih v zvezi s tem cisterno. Takrat je prišel en šofer ene izmed teh cistern, Gorenc, bolj na konc, ali pa bolj na konc je bil, mogoče sta bila še 2 osebna za njemu, pa je bil pa Frej, avtocesta. Pa je rekel, jaz bom obrnil cisterno, pa je damo rikvers, pa spustim nazaj. Vi pa užgite z armbrustom, mi bo polilo in scvrnil. Pa je rekel, Šiško, je rekel, fantje, to pa ne boste naredili. Res bi zažgali celo dolino, če bi tisto naredili. Ampak je rekel, ne gre cisterna in uni, vse skrb. Pa je rekel, Šiško, ne, to pa ne smemo narediti. Vidite, to so taktični vidiki, sem to bi še rekel, ta vojna se pa ni bila samo na taktični ravni, operativni. Je tudi bilo zelo pomembno, kakšen so za sabo puščali mednarodni vtis. In seveda, že takšen poseg, kot je bil, je imel izjemno negativen demonstracijski učink mednaroden, ko so videli te posnetke, grozljive posnetke iz Medvedja. To so prenašale vse svetovne televizije in to je bilo za njih nepopularno. Vse to sem jaz posnel in vam povem nekaj. Ljudje so bili še živi, ki tam ležali razmesali. Vse posnetki pokažejo te grozne konce, ko so ljudi končevali svoje življenje. To je žalostno. Lepo Algardol je pa vodičo bom prav prišlo to za Slovenijo. Ti posnetki. Vse rečem, da je bilo za njih negativno. To je bilo zelo negativno. Vam en primer povem, recimo, podobne bombe, kot so jih tu metali, veste,
so tudi 3 odvrgli, to so klaster bombe. To so posebna stvar, ki je tudi mejno, čeprav jaz sem prepričan, da je prepovedana za mednarodno konvencijo, kajti gre za bombe, ki v sektorju, kjer pač padajo. Ne? Vsak projektil ima v sebi 136 drobnih projektilov. In na tem temelji to Masterchefov tepihovanje, da boste vedeli. Prav tako se je imenovalo, to je princip tepiha. V sektorju, ker pade, tako rekoč nič ne ostane živo. In so projektili prepovedani za mednarodno konvencijo. No, žalostna zgodba je v tem, pozneje, ko sem je študiral v Angliji, veste, ne? Tašek, kot me danes poznate, jaz sem bil posod direktor, brez skrbi, ne? In sem postavil na plenumu akademije vprašanje, kjer je bil molk in so ostali brez besed, Angleži. Veste, kaj sem vprašal? Kako mi lahko razložijo to, ne? Da so komunistični avioni na sebi nosili kapitalistične bombe. Kajti te bombe so bile angleške proizvodnje. In veste, seveda je to imelo strašanski kontrademonstracijski učink, ne? Tudi slabo luč vrglo na Zahod, ki seveda nas ni podpiral, ampak če nas ni podpiral, nas ne bi uničeval. Ne? In mi smo našli na področju Kločevske reke, kjer so bile odvržene 2 ali mogoče 3, jaz sem že malo pozabil, koliko teh projektilov, se pravi, če seštejemo 3x136, to je 400 bomb padlo. Tega se sploh Slovenci ne zavedamo. Bil sem pozneje na ogledu tega sektorja in sem celo videl te projektile, ker so nekateri padli čez resje, veste, ker je erozija čez zimo spodnesla zemljo in je ostalo resje, ruša, ne, kot temu pravijo, ne, tako da to so bombe, ki so imeli padala, vsaka bombica je imela svoje padalo in so bombe prebile to resje in se je vse videlo, kot bi kakšne ušible, tega bo polno, ne. No, ampak mi smo našli torej ohišje te bombe na področju Kločevske reke, ki je imelo potem izjemen mednarodni učink in kontra armadi in Jugoslavije. Ne? Pisalo je, to je bilo zeleno ohišje in celo so si dovolili, ne vem, ki so bile utovorjene, sem že pozabil, mogoče v Bihaču, ampak je pisalo na enem ohišju puno pozdrava Janezu Janši od JNA. Prav so se norčevali iz tega, kar so počenjali. In to hiše, morda se spomnite, je bilo najdeno in je bilo na posebni tiskovni konferenciji, seveda s Kacinom, ki je to znal dobro takrat prikazati, predstavljeno izza obzidja slovenske vlade. Torej, to je imelo izjemne mednarodne kontraučinke za jugoslovansko armado, ki je sicer imela mandat Amerike, ne, za torej, obisk Bakerja, takratnega državnega sekretarja, je bila pravzaprav zelena luč Markoviču, da naj poseže za armado, za neko pač policijsko akcijo in končno naj spostavi ustavni red v Jugoslaviji. No, ampak potem so pa videli, to je kazalo pravi obraz, ne, kakšni so bili. Ne. Tako da, te bombe so bile uporabljene tudi tukaj in to je grozljivo orožje. Še gospod Strah, prosim. Jaz bi za gospoda generala mojeno vprašanje. Jaz sem opazil ta partijski pritisk že prej, oziroma tudi propadanje tega partijskega dela v JNA, ki sem bil dosti visoko v rezervi v bataljonu. No in sem to videl v svoj dravi, ko smo imeli na ledu, kjer so se partici skregali in tako naprej. No, vprašal pa bi vas, ko sem poslušal to oddajo, ker ste v moj intervju, ste dobesedno rekel, jaz sem služil 290 dni, upam, da je bil tudi predsednik države. Ja. Ali bo po vašem mnenju? Glejte, več verjetnosti je, da ne bo, kot da bo. Torej, ne bom rekel, da ne bo. Zakaj to trdim? Zato, ker sem do potankosti prepoznal pravi obraz slovenskega pravosodja. Če bi to pravosodje delovalo, kot bi moralo delovati, ne, torej soditi po zakonu pošteno in pravično, bi seveda moral biti ne obravnavan samo prvi šef slovenske partije, ampak še mnogi pred njim za zločine, ki so jih povzročili po drugi svetovni vojni. In ne samo za množični pomori, tudi pomori, ki jih je izvajala UDBA, ko je ubijala svojega ideološkega nasprotnika širom po svetu. Nekaj teh procesov je,
hvala Bogu, to je dobro, da jih je gospod Leljak pomodil in nekatere celo pripeljal tako daleč, da lahko s prstom pokažemo na ime, priimek, na dejanje samo in na te grozljive stvari, ne, ki jih seveda evropski demokratični svet tudi obsoja. Imamo primer recimo Hrvata, Perčiča, ki vidite, je že toliko časa v priporu, jaz sem prepričan, da bo to pretvoreno v zapor in da bo torej definitivno obsojen, ampak njegovo delo ni nič hujše, pa nič manj hudo tudi ne, kot je delo recimo, ki ga je povzročil Zemljarič, potem poznamo te primere, ne, primer Crnogorca recimo, ne. Poznamo stvari, ampak Slovenija je ena sama posebnost. Torej, slovensko pravosodje je absolutno v tistem delu, kjer je zlorabljeno, ne, še vedno v svojstvu orodja partije, kar pomeni, da ščiti svoje in obsoja nas, preko katerih dosegajo pač učinke, ki jih partija potrebuje. Slovensko samosvojitev, gospod spoštovani moj kolega in soborec, ki je prej razlagal, je prav povedal, ne? Torej, ni cilj, ne vem, posameznik, tudi jaz ne, pa sem bil relativno visoko v tem sistemu, ne? Cilj je samosvojitev, cilj je globalen in prej sem enkrat omenil, zelo rad bi vam razložil veliko več od tega, kar sem vam danes povedal, ne? In zadevo slovenske razmere, manipulacije v Sloveniji raztegnil na širši prostor. Zelo na kratko, še vedno se strani Rusije in nekaterih, ne, torej pomembnih voditeljev, ki sodelujejo z njimi, ni odstopilo od plana Jugoslavije. Še vedno se izrecno zahteva, da se ohrani neka celota, ne, čeprav je mogoče virtualna, zaenkrat se zdi, ampak je zelo realna iz pozicije njihovega delovanja. V Beogradu je močna koncentracija bivšega jugoslovanskega vodilnega kadra. Recimo, iz Beograda se je ogromno ljudi izselilo, oficirjev, visokih in diplomatov in tako naprej. Ta stanovanja so si prisvojili, zasedli po principu Suljeviča. Pri nas pa imam primer, ki bo kratkem obelodanjen. Bivši kontraveščevalni oficir, ko je prišel že iz Morije v Bosni, ne vem, kje je vse bil, je prišel nazaj. Je gladko in malo preprosto prepisal stanovanje od enega od jugoslavskih oficirjev na svojega sina. Človek se, recimo,